Spoštovani, po reprezentančnem odmoru smo dočakali nadaljevanje slovenskega nogometnega prvenstva in sicer je pred nami zdaj uvodna tekma 8. kroga prve lige Telemach Slovenije na štadionu z Dežele v Celju. Domači Celjani gostijo Domžalčane. Alič je tule zgolj še reševal avt in žogo potem predal Kerinu. Šporn se je tule poigraval in izgubil žogo. Tole je lahko nevarno priložnost za Domžalčane in odlično Raduka. Mislim, da najvišji v skoku. Oziroma Medved je bil to, Alič spet v sredino in to je 1-0 za Domžalčane. Na koncu bo strelec, mislim, da celo Gaber Dobrovoljc. 1-0 na začetku 10. minute za goste iz Domžal. Ja, zadetek je priznan, vara na tej tekmi ni, da bi videli, če je bil morda Dobrovoljc v prepovedanem položaju. Takole, poglejte, odbita žoga Medveda do Aliča, potem pa je Alič prav ob Medvedu prišel do tega predložka. Majevski še vedno priložnost za Božiča, ki pa je v ofsajdu. Stresel je mrežo Domžalčanov Ivan Božič, toda stranski sodnik je dvignil zastavico. Raduha takoj proti sredini igrišča, tam Majevski in zdaj gre Medved sam. Medved, toda prvi kontakt je bil preslab, še vedno Medved mimo gola. Znova Šporn. Pa zdaj oddaleč Božič, kakšen gol! Kakšen gol! Golaco! Tole je gol prvenstva Ivan Božič! Kakšna granata! 44. minuta in izenačenje 1-1. Tole ne samo, da je vsaj po moji oceni najlepši gol doslej v tem prvenstvu, ampak tole je eden najlepših zadetkov, odkar imamo slovensko nogometno prvenstvo. Poglejmo takole, Šporn s povratno žogo, potem pa z 30 metrov. Kakšna bi tu moral seveda akcijo zaključiti sam. Pa še ena priložnost in Medved! Končno je zadev Žan Medved tudi iz igre. Ne da bi bil pri tem v ofsajdu in Celjani so kronali zdaj svojo izrazito terensko premoč v drugem polčasu. Še je tekla 52. minuta. Žan Medved 2-1 za Celje. Smo videli glede na košno trave. Ofsajd zaletel prekratek, priložnost Georgijeviča brani Raduka. Vse bliže zmagi so Celjani, drugi zaporedni. Dobro, zdaj Šporn na desno stran, priložnost za Celjane. Kuzmanović 3-1. Amadej Brecl, ne Kuzmanović. Kakšen golaco tudi Amadeja Brecla, neverjetno, kje je zdaj Brecl tik pred iztekom 89. minute tu našel pot mimo rok Ajdina Mulaliča. Takole, poglejte. Jaz mislim, da smo odigrali dobro tekmo. Seveda tekma se je malo pričela s tem nesrečnim zadetkom, ki smo ga prejeli, ampak smo nekako, se mi zdi, da smo ohranili mirnost, verjeli v preobrat in potem nekako prihajali v dobre situacije, priložnosti, kar je potem botrovalo na koncu 3 zadetkom. Seveda ta tretji zadetek je bil proti koncu, ampak je bil verjetno posledica neke boljše igre v Domžali in na koncu jaz sem vesel za ekipo, za fante, ki dajo svoj maksimum in ki napredujejo iz tedna v teden.
Ja, pomembno, seveda ta zadetek je bil pomemben, ampak jaz mislim, da je bil posledica prejšnjih nekih situacij nevarnih, ki smo si jih ustvarili. V drugem polčasu je bilo pomembno, da nadaljujemo v takem ritmu oziroma da probamo še pojačati ta ritem. Fantje so napeli vse moči, dali vse od sebe, kar je na koncu rezultiralo tej zmagi. Ja, nas čaka nova tekma, moramo se čim prej zregenerirati in misli usmeriti v sredino tekmo, pomembna tekma, na podoben način, s podobno željo, energijo iti v tekmo in verjeti seveda v uspeh. Pa ja, redko kdaj se zgodi, da na eni tekmi igralec da 4 gole, od tega en priznan. Sicer sem dobil informacije zdaj po tekmi, da so sicer bili vsi iz prepovedanega položaja, tako da pravila so pravila, ampak nekako, hvala Bogu, ostal sem nekako miren, cela ekipa je ostala mirna, mislim, da smo šli malo, nismo šli maksimalno v tekmo, no, prvih 10-15 minut, ko da smo malo se iskali, presekal nas je hitri gol, pol tem pa se mi zdi, kak je šla tekma proti koncu prvega polčasa, smo bili vse boljši in boljši. Pol smo dali ta gol, hvala Bogu za 1-1 pred koncem polčasa in ven smo prišli z neko isto energijo, kako smo končali v prvem polčasu. Počasi smo nekako mleli, nizali priložnost za priložnost, te gole iz prepovedanih položajev, da je že na koncu to vse skupaj izgledalo kot ena velika frustracija, ampak tako kot sem rekel, hvala Bogu, smo ostali mirni, jaz sem ostal miren, dali smo ta drugi gol, potem še tretjega in 3 pike so ostale doma. Ja, sigurno mi imamo, mislim, vsi vemo, da imamo težki razpored, da gremo zdaj na težke tekme, ampak nobena tekma ni lahka, to smo mi videli že tem poteku sezone. Moramo stremeti k temu, da vsaka tekma da bo vsaka tekma taka, ko je bila ta danes. Moramo začeti nekako iskati to kontinuiteto iz tedna v teden, da bojo šle točke, ne vem, da bomo zmagali, ne vem, neko serijo 4-5 tekem zapored, da se pospnemo tam, ki mislim, da je nam vse skupaj mesto. Ja, dobro smo začeli, tudi prvi polčas imeli nekako kontrolo, sicer smo izgubili na naše napake žoge na njihovi polovici in puščali prostor za protinapade, ampak tu smo imeli dobro kontrolo od zadaj in nismo jim dovolili neke priložnosti, potem je padel ta gol, ampak tudi drugi polčas smo krenili enako, potem z ene napake iz iznosa dobimo drugi zadetek in nadaljevali svojo igro in imeli smo potem 2 priložnosti, iz katerih nismo izkoristili. In štejejo goli in tam nismo zadeli, poskušali smo vse v drugem polčasu, na koncu je padel še ta tretji gol, ki je nekako mogoče samo lepšo sliko za Celjane naredil, tako da nimamo kaj, zasluženo so zmagali. Pa dobro smo začeli, povedli, igrali dobro in Celje je izjednačilo s tim Eurogolom, drugi polčas su iskoristili, mogu tako reći, našu napaku su povedli. Mi smo poiskušali, imali smo priložnost za izjednačiti, ampak nije nam uspelo. Malo smo na koncu normalno napadali bez glavo da bi izjednačili, ampak nam se nije izišlo in 3-1 je končalo. Mi gledamo naprej zdaj na naslednju tekmu, tako da gledamo naprej pozitivno.